V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje v Kristusu, zahodna družba nam prodaja idejo, da nismo dovolj uspešni, lepi in produktivni. Vso to tekmo, hrup, zaskrbljenost, izgorelost, zlomljene odnose in tesnobo, ki nas stisne v prsih, ko zvečer ugasnemo luči, smo prinesli sabo v Božji dom miru, upanju in tolažbe. Tu je sanatorij milosti za dušo. Tu vsi praznujemo Božjo ljubezen. Tu smo vsi dobrodošli. Obvestila. Jutri v ponedeljek ob 19. uri vabljeni v cerkev na molitveno srečanje. Vzemimo si ta večerni čas, da v edinosti in tišini položimo pred Boga zahvale in prošnje za prihajajoči teden. V sredo ob 19. uri vas toplo vabimo na filmski večer. Skupaj si bomo ogledali vrhunsko sodobno krščansko dramo z naslovom The Blind, torej slep človek. Film po resnični zgodbi prikazuje življenje slavnega ameriškega televizijskega voditelja Phila Robertsona, ki govori o tem, kako je njega in njegovo družino z dna življenja rešila radikalna Božja milost. Film bo predvajan z velikimi slovenskimi podnapisi, zato lepo vabljeni v sredo ob 7. zvečer v cerkev. Naslednjo nedeljo ob 10. uri smo znova toplo vabljeni v cerkev na naše osrednje tedensko bogoslužje. Že zdaj vas vabim na naš tradicionalni družinski izlet. Vidimo, da je čas počitnic, to se vidi v cerkvenih klopeh, ampak načrtujemo pa že skupno druženje, torej družinski izlet na Gorjance, ki bo v soboto 22. avgusta. Štartali bomo ob 9. uri iz šumečega potoka, le kje drugje, v Gaberju. Ob 11:30 bo kratka pobožnost na Trdinovem vrhu, ob 1. pa druženje in kosilo pri domu na Miklavžu po lastni izbiri in lastnem plačilu. Zaradi rezervacije miz vas prosimo za prijave do ponedeljka 17. avgusta pri Leji Brkič ali duhovniku Petru Golobu. Povabite tudi svoje družinske člane, sosede, prijatelje, skratka vseh 8 milijard ljudi. Vse starše naj spomnimo na nova srečanja za otroke v klubu radovednežev. Prav tako vas vabimo k skupni molitveni podpori za otroke in mladino, ki poteka nadaljavo. Vsako nedeljo ob 21. uri, ob 9. zvečer v zavetju naših domov. Pesem pravi: sklenil hoditi sem za Gospodom. Sklenil hoditi
Izvolite sesti. Družba nas vsak dan zasipa z množico obvestil, naslovov in informacij. Svetopisemsko vodilo pa se dviga nad vse to in daje smer našemu utrujenemu in nemirnemu srcu, rekoč: od vsakega, ki mu je bilo veliko dano, se bo veliko zahtevalo. In komur so veliko zaupali, bodo od njega toliko več terjali. Evangelij po Luku 12. poglavje. Utišajmo svoje misli in odprimo srca za starodavno pesem zaupanja duše, ki v Bogu išče svoj mir. Prisluhnimo 40. psalmu. Blagor možu, ki je stavil v Gospoda svoje zaupanje. Veliko si storil ti, Gospod, moj Bog, svojih čudovitih del, ničesar ni mogoče primerjati s teboj. Hotel bi jih oznanjati in o njih govoriti, a preveč jih je, da bi jih mogel našteti. Tvoja dobrota in tvoja zvestoba me bosta vedno varovali. Priznajmo svoje grehe. Gospod Bog, oprosti mi mojo nenehno nenasitnost. Živim v svetu, ki ima vsega preveč, jaz pa še vedno mislim, da mi nekaj manjka. Oprosti mi, ker polnim svoje prazno srce s stvarmi, ki me na koncu ne osrečijo in ne potešijo. Pozabljam pa nate. Oprosti mi, ker imam čas za neskončne razprave, zabave, udobje, drsenje po zaslonu, nimam pa časa za človeka ob sebi. Oprosti mi, ker želim biti sam svoj Bog. Ako mi stvari uidejo iz rok, zapadem v tesnobo in strah, saj pozabljam, da ti vodiš vesolje in da sem v tvojih rokah varen. Odpusti mi, ker bolj zaupam v horoskope, lastni ego, lastna pravila, pozitivno mišljenje in tehnike, kot pa vate, ki si edini nujen. Brez tebe spet ne bom preživel ponedeljka. Vsemogočni in milostni Bog se nas je usmilil, zato prisluhnimo besedam milosti in slavospevu. Gospod je potrpežljiv z vami, ker noče, da bi se kdo pogubil, temveč, da bi vsi dosegli spreobrnjenje. Zato slava Bogu na višavah in mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo v duhu in resnici k nebeškemu Očetu. Bog Oče, pred te stopamo v času, ko nas hitrost sveta izčrpava, zasloni pa nam nenehno prodajajo lažne podobe o popolnem svetu, življenju, uspehu, telesu. Hromijo nas osamljenost, tesnoba, občutki krivde ter strah, da nismo dovolj dobri. Ti pa nas sprejemaš z vsemi našimi napakami, ranami, zablodami in dvomi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnili bomo oltarskemu berilu iz 13. poglavja 1. Mojzesove knjige, predtem pa sledi pesem Mogočni Gospod.
rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Jezus, on premika dole, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Izvolite sesti. Kolikokrat doma kaj iščemo? Ključe, telefon, sončna očala ali kakšne pomembne dokumente. Preiščemo vse mogoče kotičke in včasih že skoraj obupamo. Potem pa, ko nehamo iskati ali se lotimo nečesa drugega, to stvar najdemo. Takrat nas običajno preplavi posebno veselje. Ne zato, ker je stvar sama po sebi tako dragocena, ampak preprosto zato, ker smo to stvar našli. Današnje berilo je iz Mateja, 13. poglavje, 44. do 46. vrstica, o zakladu na njivi in o biseru. Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Jezus primerja Božje kraljestvo z zakladom in z dragocenim biserom. Človek, ki ga odkrije, je neizmerno vesel. To njegovo veselje si zlahka predstavljamo, kajti če smo veseli mi, ki najdemo tista očala ali telefon, koliko bolj veseli bi bili, če bi našli zaklad ali dragocen biser. Sprašujem pa se danes, ali je Jezus res moj največji zaklad? Ali ga iščem z enako vnemo, vztrajnostjo, kot iščem izgubljene stvari? Ali pa me vsakodnevne skrbi tako zaposlijo, da spregledam njegovo navzočnost? Morda je prav danes priložnost, da se za trenutek ustavimo, umirimo srce in ga ponovno odkrijemo. Kajti največji zaklad ni nekaj, ampak nekdo. Božje kraljestvo ni obljuba za prihodnost, začne se danes, ko pustimo, da Jezus zavzame pravo mesto v našem srcu. In ko človek enkrat odkrije ta zaklad, spozna, da ga ni mogoče primerjati z ničimer na svetu. Takrat se naše srce napolni z globokim mirom in tihim veseljem, ki nam ga ne more dati nobena druga stvar. Bratje in sestre, povabljeni smo, da odpremo svoje srca Bogu in to lahko storimo sedaj, ko bomo skupaj slavili Gospoda. Naj bodo te pesmi naša skupna molitev.
Iščite najprej kraljestvo Boga in njegovo pravičnost in celobilju navrženo vam bo. Aleluja, aleluja. Trkajte in se odprlo vam bo. Iščite in boste našli. Vztrajno prosite in dalo se vam bo. Aleluja, aleluja. Iščite najprej kraljestvo Boga in njegovo pravičnost in celobilju navrženo vam bo. Aleluja, aleluja. Trkajte in se odprlo vam bo. Iščite in boste našli. Vztrajno prosite in dalo se vam bo. Aleluja, aleluja. Nebeški Očka, v življenju nam je marsikaj dragoceno, vendar te prosimo, da bi vedno znali iskati najprej tebe, tvoje kraljestvo in tvojo navzočnost. Hvala, ker si vedno z nami. Hvala, ker nas vodiš, varuješ in nam pomagaš tudi takrat, ko tega ne opazimo. Daj nam pogum, da hodimo za teboj in modrost, da bomo v vseh odločitvah iskali tvojo voljo. Naj bomo vsak dan priče tvoje ljubezni in naj drugi po nas spoznavajo tvojo dobroto. Tebe slavimo, tebi se zahvaljujemo in te častimo, ker si čudovit, zvest in neskončno dober Bog. Tebi gre vsa slava zdaj in na vekomaj. Amen. Izvolite sesti. Zbrali smo se kot občestvo verujočih pri Gospodovi mizi, kamor nas vabi Jezus Kristus. Tu nismo zato, ker bi bili tega vredni, ampak ker je Kristus usmiljen. Njegova milost nas kliče, njegova ljubezen nas sprejema in njegova navzočnost nas hrani. Ta sakrament ni nagrada za svetnike, ampak je zdravilo za grešnike, ki se zanašamo na milost. Nebeški Oče nas v svojem nežnem usmiljenju vabi k spravi, da bi prenovili svoj odnos z njim in svojimi bližnjimi. Zato v tišini svojih src priznajmo in spovejmo vsemogočnemu Bogu, da smo grešili z mislimi, besedami, dejanji in z opustitvijo dobrega. Iskreno se kesajmo in prosimo odpuščanja za svoje prestopke in slabosti pred ljubečim Očetom, ki je zvest in pravičen, da nam grehe odpusti, nas očisti vse krivičnosti in naredi vse novo. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Čujte veselo novico Božje milosti. Po obljubi in s pooblastilom Jezusa Kristusa vam oznanjam zveličavno odpuščanje. V njegovem imenu so nam grehi popolnoma odpuščeni. Živimo v miru, utrjeni v veri, prebujeni za ljubezen ter osvobojeni strahu
in krivde. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod bodi z vami, kvišku svoja srca. Svet, svet, svet je Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Naš Bog in Gospod, nebeški Oče, prosimo te, pošlji svojega Svetega Duha v naša srca, da nas pripravi za vero pri obhajanju te Gospodove večerje. Naj se tvoja živa in resnična beseda pridruži temu kruhu in vinu, da nam bosta po tvoji obljubi postala sveti sakrament in sredstvo milosti, v katerem smo ob prejemu deležni odpuščanja grehov in večnega življenja, in da ostanemo v občestvu z vso zemeljsko in nebeško cerkvijo ter v edinosti z vsemi kristijani sveta. V tej sveti Evharistiji te hvalimo in slavimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bratje in sestre, združeni v občestvu z vso cerkvijo, z enim srcem in enim glasom, molimo Gospodovo molitev, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Naš Gospod Jezus Kristus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte, to je moje telo, ki se daje za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji. Vzel kelih, se zahvalil in rekel: ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas v odpuščanje grehov. To delajte, kolikokrat ga pijete, v moj spomin. Kristusovo smrt oznanjamo, njegovo vstajenje razglašamo, njegov slavni prihod pričakujemo. Mir Gospodov bodi vedno z vami. Kot bratje in sestre v veri si pred prejemom svetega obhajila podajmo roke v znamenje miru in sprave z besedo: mir s teboj. Jagnje Božje, ki odjemlješ greh sveta, usmili se nas in podari nam mir. Blagor nam, ki smo povabljeni na jagnjetovo svadbeno gostijo, pristopimo, saj je vse pripravljeno. Okusite in vidite, kako dober je Gospod. Vzemite in jejte od kruha življenja. To je resnično Kristusovo telo za nas darovano.
Vzemimo in jejmo skupaj v veri, upanju in ljubezni. Vzemite in pite iz keliha odrešenja. To je resnična Kristusova kri za nas prelita. Vzemimo in pijmo skupaj v hvaležnosti, edinosti in miru. Naše prazne kozarčke lahko odložimo na pladnje. Telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa naj vas utrdita in ohranita v pravi veri za večno življenje. Njegov mir bodi z vami. Zahvalna molitev. Vsemogočni Gospod, zahvaljujemo se ti za tvoje nežno usmiljenje in bližino. Spet si nas nahranil pri sveti mizi s svojim telesom in krvjo, v kruhu in vinu, ter nam podaril predokus vesele nebeške gostije. Bog resnice, tvojo slavo smo videli na lastne oči in z lastnimi rokami smo se dotaknili kruha življenja. V tem svetem zakramentu si prenovil naš odnos s teboj in nas očistil s svojo milostjo. Ljubeči, najbolj sočutni Gospod, hvala ti za tvoje zvesto usmiljenje. Daj, da bomo v moči tvojega duha to prejeto ljubezen prenesli v odnose z bližnjimi, z njimi živeli v medsebojnem spoštovanju,
in iskreni edinosti pogumno oznanjali evangelij odrešenja vsemu stvarstvu in ostali v tebi vso slavno večnost. Amen. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto, pesem pa pravi: Luč nogam mojim, beseda tvoja je. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, psihologi in nevroznanstveniki ugotavljajo, da naši možgani potrebujejo približno 100 milisekund, da si ustvarijo prvi vtis o človeku. To je v resnici manj časa, kot ga potrebujemo za en mežik. V 1/10 sekunde se že odločamo, ali je ta človek zaupanja vreden. Še bolj presenetljivo pa je, da raziskave kažejo, da lahko močna romantična privlačnost nastane v manj kot 90 sekundah po srečanju z drugo osebo. Z drugimi besedami, človek potrebuje manj kot 1,5 minute, da začuti močno privlačnost in manj kot sekundo, da si ustvari prvi vtis, pri čemer dodatni čas ne spremeni bistveno naše presoje. Naši možgani iz obraza, drže, pogleda, mimike in tona glasu sestavijo zelo grobo socialno oceno, skoraj še preden se tega zavemo. Tako delujemo ljudje. Ko srečamo človeka, si najprej ustvarimo sodbo. Kot bomo videli v današnjem svetopisemskem odlomku, pa Bog deluje povsem drugače. Bog ne podaja sodbe in ocene našega značaja, ne izdela psihološkega profila, ne presoja naših sposobnosti. Namesto tega raje reče: preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. To je velika razlika. Ljudje začnemo z oceno, sodbo, Bog pa začne z odnosom, Bog pa začne zgodbo. Poglejmo sedaj odlomek za današnjo nedeljo, ki je zapisan v knjigi preroka Jeremija v 1. poglavju od 4. do 10. vrstice.
Pravi pa takole. Bog pokliče Jeremija za preroka. Zgodila se mi je beseda Gospodova rekoč, preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Jaz pa sem rekel, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mi je odgovoril, nikar ne govori, deček sem, kajti komurkoli te pošljem, boš šel in karkoli ti ukažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz teboj, da te rešujem, govori Gospod. Potem je Gospod iztegnil svojo roko in se dotaknil mojih ust. Gospod mi je rekel, glej, svoje besede polagam v tvoja usta, glej, postavljam te dan nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Nenavaden odlomek, ki bolj kot na kaj pozitivnega spominja na destrukcijo, občutke manj vrednosti in zelo veliko nekih negativnih čustev. Le kdo rad posluša o uničenju, rušenju, podiranju, ruvanju? Pa vendar, če smo dobro poslušali uvodne besede, poskusimo ne prehitro podajati ocene in sodbe, pa se raje poglobimo v biografijo o Jeremiji, ki je napisana po resničnih dogodkih. Kdo je Jeremija? Predstavljajmo si fanta, ki odrašča v župnišču. Njegov oče, Hilkija, je duhovnik. Verjeli ali ne, njegov dedek je bil tudi duhovnik. Pa njegov pradedek tudi. Celo njegova mati prihaja iz duhovniške družine. Drži se ga vzdevek The Holy One ali presvetnež. Od malega posluša svetopisemske zgodbe. V nedeljo sedi v prvi klopi, najbolj na glas poje v cerkvenem zboru. Zna moliti in to zelo dobro. Do potankosti pozna bogoslužje, bogoslužni red in liturgijo. Na pamet zna več svetopisemskih vrstic kot večina njegovih prijateljev. Je najboljši pri veroučni olimpijadi. Ko odraste, ima morda povsem druge načrte. Mogoče ga navdušuje fizika, mogoče astronomija ali računalništvo, mogoče bi najraje raziskoval vesolje, programiral umetno inteligenco ali pa gradil viadukte. Tudi v laboratoriju bi se kar dobro znašel, vedoč, da nima opravka z ljudmi, konstantno druženi z njimi, mu gre počasi že na živce. Polna hiša ljudi, oče duhovnik, saj vemo. Nekaj časa bi se rad ukvarjal s čimerkoli drugim kot s teologijo, a teologija mu nikakor ne uide. Čeprav ni ravno tip, ki bi hotel biti v središču pozornosti. Ni influencer, ni predsednik letnika, ni kapetan nogometne ekipe. Ni glasbenik, ki bi na krščanskem festivalu navduševal množice. Nekaj drugega je. Veste, veliko razmišlja, zelo veliko opazuje. Morda celo preveč. Ko drugi ljudje hitro pozabijo krivico, jo on nosi v sebi še tedne. Ko drugi odmahujejo z roko, njega zaboli. Ko drugi slavijo uspeh naroda, njega skrbi, kam gre družba. To je Jeremija, ki mu je prehitro jasno, kaj se dogaja. Predstavljajmo si mladeniča, ki posluša odrasle in si misli, zakaj govorite eno in živite drugo? Predstavljajmo si fanta, ki gleda cerkev in si misli, vsi govorijo o Bogu, ampak zakaj se med seboj ne poslušajo? Predstavljajmo si mladeniča, ki gleda družbo in si misli, vsi govorijo o uspehu, ampak zakaj je toliko osamljenosti? Še nekaj zelo zanimivega moramo vedeti o njem. Jeremija je odraščal v mestu Anatot. To je bilo mestece približno 5 kilometrov ven iz Jeruzalema. Anatot je bilo duhovniško mesto, ki ga je zgodovina povezala z Abjatarjem. To je bil zadnji veliki predstavnik Elijeve duhovniške hiše. Poznamo zgodbo o Eliju in njegovih razvpitih sinovih.
torej sinovi duhovnika Elija, ki sta zlorabljala svojo duhovniško službo. Več rodov pozneje je Abjatar, potomec te iste linije, ki so bili, lahko bi rekli, skorumpirani duhovniki, sicer dolgo časa zvesto služil kralju Davidu, vendar je ob boju za nasledstvo podprl napačnega kandidata. Namesto da bi podprl Davidovega sina Salomona, je podprl njegovega brata Adonija. In ko je Salomon utrdil svojo oblast, ga ni usmrtil, pač pa ga je odstavil in poslal v Anatot. Anatot, mesto, je postalo simbol duhovniške periferije, kraj odstavljenih duhovnikov, kraj nekdanje slave in izgubljenega vpliva. In Jeremijeva družina, vedoč, da so tam živeli, je najverjetneje izhajala iz tega istega kroga. Kar pomeni, da Jeremija nikakor ni odraščal v zmagoviti eliti Jeruzalema, ampak na obrobju, v okolju, ki je dobro poznalo izkušnjo poraza, izgubljenega položaja in življenja v senci nekdanje veličine. Zanimivo. Iz kraja, kamor je bil nekoč izgnan veliki duhovnik, pride človek, ki bo govoril nekoč kraljem, duhovnikom in narodom. Ta Jeremija prihaja iz poraženega kraja, iz kraja na robu sistema. In prav tam Bog začne novo zgodbo. Zakaj Bog tako dela? Dr. Martin Luther bi rekel, Bog se skriva pod svojim nasprotjem, sub contrario, kot temu pravimo. Božja moč pride v podobi slabosti, Božja slava pride v podobi križa, Božji Mesija pride iz Nazareta, Božji prerok pride iz Anatota, Božja beseda pride skozi prestrašenega mladeniča. To je teologija križa. Zato, dragi zbrani, res ne čudi, da Jeremija na Božji poziv komentira: ne znam govoriti, ker sem še deček. Nikar tega besedila ne jemljimo preveč površno. Hebrejski izraz naar ne pomeni nujno majhnega otroka. Lahko označuje mladeniča, služabnika, podrejenega člana skupnosti ali človeka brez družbene teže. Jeremijev odgovor ni biološka izjava o starosti, pač pa socialna in eksistencialna izjava o identiteti, kot da bi rekel, kdo pa sem jaz, da bi govoril? Če vendar prihajam iz Anatota, iz duhovniškega kraja na obrobju Jeruzalema, kjer so izgnani duhovniki, potem sploh nimam glasu. Nisem na pravem položaju, nimam vpliva, avtoritete in ugleda. Nad njim visi senca starega poraza, starih grehov njegovih prednikov, morda tudi njegovih napačnih odločitev iz preteklosti. Ta njegov ne znam govoriti bi zato lahko pomenil: nimam avtoritete, nimam teže, da bi me kdo poslušal. Bog pa njegovega ugovora ne zavrne tako, da ga ujčka, da mu dviguje lažno samozavest, da ga čohlja po njegovem egu. Ne reče mu: ah ne, Jeremija, veš, ti si v resnici tako zelo odličen govornik, pa tudi, če ne bi bil, izbral sem te, ker si ponižen. Sploh ne. Bog ga postavi na realna tla, takole po moško mu reče: ne govori, da si deček, ustavi se, odrasti vendar. Jeremija vidi Anatot, Bog vidi preroka. Jeremija vidi svojo zgodovino, Bog vidi svoje poslanstvo. Jeremija vidi razlog, zakaj ne more govoriti, Bog pa položi svoje besede v njegova usta. Jeremija misli, da nima avtoritete, da nima glasu, da nima pravice govoriti. Zato se Bog simbolično v besedilu dotakne njegovih ust. Za razliko od Izaija, kjer se dotakne njegovih ustnic, se pri Jeremiji dotakne njegovih ust, kaj ti polaga mu besedo, z drugimi besedami daje mu avtoriteto. Morda se Jeremija sprašuje, kdo sem jaz? Kdo neki bo poslušal sina duhovniške družine iz obrobja, sina duhovniške družine, ki je na kazenskem bataljonu? Kdo bo poslušal mene? Bog mu odgovori: od danes naprej tvoja avtoriteta ne bo izvirala od tebe,
ampak iz besede, ki jo boš govoril. Dragi zbrani, zveni znano, ali se kdaj počutimo tako kot Jeremija, kot majhni dečki, majhne deklice, ki nimamo moči, ki ne vemo, kdo smo, kam gremo, kam hitimo? Če Jeremija res prihaja iz okolja, nad katerim visi zgodovina neuspeha, potem je Božji dotik njegovih ust zelo ganljiv. Kot da bi Bog rekel, tvoja preteklost ne bo določila tvojega glasu. Tvoja družina ne bo določila tvojega glasu. Tvoje napačne odločitve ne bodo določile tvoje prihodnosti. Tvoj Anatot ne bo odločil tvojega življenja. Jaz bom določil tvoj glas. Veste, Bog se ne dela Francoza. Bog ne izbriše zgodovine, ampak iz ranjene zgodovine ustvari novo zgodbo. Dragi bratje, drage sestre, kako pa je z nami? Jeremijev Anatot ni samo nek pozabljen kraj na zemljevidu, je stanje človeka. Mogoče je današnji Anatot študentska soba, kjer nekdo razmišlja, kaj bo naredil s svojim življenjem, ali pa dom starejšega človeka, ki ima občutek, da je družbi odveč, da ga družba ne potrebuje več. Morda pa je to majhna podeželska cerkev, ki se ji zdi, da je nepomembna, da njihovega glasu evangelija nihče več ne sliši, ali pa družina, ki nosi spomin na neuspehe in razočaranja. Človek, ki se počuti odrinjenega na rob. In ravno tam se zgodi nekaj presenetljivega. Anatot je tudi kraj, kjer se znajdejo ljudje, ki gredo skozi občutke izdaje, zapuščenosti, ločitve. Anatot je trenutek, ko človek ugotovi, da ni tam, kjer je mislil ali upal, da bo. Ko ugotovi, da njegove sanje niso šle ravno po načrtu. Zato je Anatot tako pomemben kraj v Svetem pismu. Ker Bog pokliče Jeremija prav iz njega, ne iz Jeruzalema. In veste, čez mnogo tisočletij kasneje ta isti Bog pošlje še nekoga. Anatot nove zaveze je Nazaret in ne nazadnje Golgota. Kaj dobrega lahko pride iz Nazareta, je vprašanje, ki odmeva v novi zavezi. Jezus, rojen v hlevu, odraščal v Nazaretu in bil križan na Golgoti kot zločinec. To res niso kraji, kjer bi človek pričakoval Božje največje delo. In vendar, Bog vedno znova začne prav tam. Morda je največja zmota nas ljudi, da mislimo, da Bog dela velike stvari samo v Jeruzalemu našega življenja, torej v naših dosežkih, uspehih, moči. Jeremijeva zgodba nas uči popolno nekaj drugega. Bog pogosto začne prav v Anatotu. V tistem delu našega življenja, ki se nam zdi najmanj pomemben, ki se ga najbolj sramujemo, na kraju, kjer smo bili zavrnjeni, kjer se nam je zdelo, da je zgodbe konec. Tam Bog začne pisati prvi stavek novega poglavja naše življenjske zgodbe. Še več, iz besedila smo izvedeli, da je Jeremija strah. Koga točno bi se bal? Primarno se boji, veste koga? Svojih bratov, svojih soduhovnikov. V resnici se boji svoje družine, prerokov, kralja, množice, politikov, vseh. Iz njegove knjige kasneje izvemo, da so mu celo njegovi domači, pravi njegovi bratje in hiša njegovega očeta stregli po življenju, ga zavrnili in povsem izločili. Včasih, dragi zbrani, je to tudi tvoj in moj Anatot, ko se proč od tebe obrne tvoja družina, ker pač razmišljaš drugače. Ko te zavrne skupnost, ker pač si drugačen. Ko te zavrnajo tisti, od katerih bi pričakoval največ podpore, pa postanejo vir naše največje bolečine. Jeremija morda ni prerok, ki bi imel na TikToku 1 milijon sledilcev. Ni imel popolnih fotografij, sploh ni bil glasen, ni bil kul. V svojih pridigah je vedno znova žvečil tisto isto idejo o lončarju, ki oblikuje glino. Je pa bil tisti človek, ki je ob 3 zjutraj razmišljal o smislu življenja. Bil je pretepen, zasmehovan, zaprt in zavrnjen. Bog ni odstranil njegovega razloga za strah. Mu pa je obljubil, da bo z njim,
Jeremijeva vera se zato ne rodi iz lažne samozavesti, ampak iz zaupanja, da je Božja navzočnost močnejša od vsakršne zavrnitve ljudi, tudi tistih najbližjih. Tako Jeremijev strah postane predpodoba Kristusove osamljenosti v Gecemanskem vrtu, njegova zvestoba pa predpodoba Kristusove poti proti križu. In potem na koncu pridejo tiste besede, ki so najbolj nenavadne v celotnem odlomku. Glej, postavljam te ta dan nad narode in kraljestva, da ruješ in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. 4 glagoli uničenja, 2 glagola napredka. Prvi glagol, izruvati, je najprej naveden. Ne pravi posekati, obrezati, ampak govori o tem, da je potrebno izpuliti skupaj s koreninami. Bog zelo dobro ve, da zlo nikoli ni samo na površini. Zato ne želi odstraniti samo sadov zagrenjenosti, pač pa korenine zagrenjenosti. Jeremija ima vso pravico, da je zagrenjen. Izdali so ga njegovi domači, izdal ga je narod, izdala ga je skupnost. Povsem logično bi bilo, da je zagrenjen. Zato pravi tukaj izruvati. Bog ne želi odstraniti samo jeze, ampak tudi strah, iz katerega ta jeza raste. Koliko ljudi danes nosi v sebi korenine, ki jih nihče ne vidi? Stare zamere, občutek nevrednosti, prepričanje, da nismo dovolj dobri, da jih ali da nas nihče ne more ljubiti. In veste, dokler ostanejo te korenine, drevo vedno znova in znova požene iste sadove. Drugi glagol pomeni podreti. To niso več korenine, ampak zidovi. Koliko zidov zgradimo okoli sebe? Zid ponosa, zid previdnosti ali pa zid cinizma in razočaranja. Še najhujši je zid sodb in predsodkov. Ljudem tako radi nalepimo nalepke. Ta je takšen, ta je drugačen, tega ni vredno poslušati, ta nima prav. Včasih si tudi o sebi ustvarimo trde sodbe. Nisem dovolj dober, nisem dovolj sposoben, ne znam govoriti, še vedno sem majhen deček, nikoli mi ne bo uspelo. Podiranje pomeni, da Bog začne lomiti te zidove, da lahko človek ponovno sreča Boga in bližnjega človeka brez ovir. Tretji glagol pomeni uničiti. Ta je najtežji, težko ga prežvečimo. Toda nekatere stvari pri človeku preprosto niso popravljive. Samopravičnost, ego, narcisizem, samopravičniška religija, polna pravil, farizejskega moraliziranja in popravljanja. O tem govori Jeremija. Luter nikoli ni verjel, da je starega človeka mogoče malce ali nekoliko izboljšati. Stari človek ne potrebuje popravila. Stari človek potrebuje križ, potrebuje smrt, potrebuje konec iluzije, da lahko sam postane svoj odrešenik. Potrebuje tisto odrešujočo krstno vodo, ki dela vse novo. To je uničenje, o katerem govori pisec. In potem pride še 4. glagol, porušiti. Porušiti ali porušenje je podoba mesta po obleganju. Veste, nekdo gradi podobo močnega človeka, ker ga je strah ranljivosti. Nekdo gradi podobo popolnega kristjana, ker se boji, da bi drugi videli njegove rane. Nekdo gradi uspeh, ker ga je strah neuspeha. Spet drugi rad gradi svojo identiteto na izobrazbi, denarju, celo na religioznosti. Potem pa pride Bog in začne rušiti, torej odkrivati naše maske. Ne zato, ker bi človeka sovražil, ampak zato, ker želi iz naših ruševin narediti novo zgodbo. In ko se vse to razkrije, seveda prideta še zadnja 2 glagola. Najprej zidati. V Svetem pismu zidanje skoraj nikoli ni gradnja stavbe. Če natančno beremo 1. Mojzesovo knjigo, lahko iz izvirnega jezika vidimo, da Bog dobesedno sezida Evo iz Adamovega rebra. Dobesedno sezidajo. Zidanje govori o ustvarjanju skupnosti, odnosov,
novega ljudstva. V Novi zavezi se seveda ta podoba o zidanju izpolni v čem drugem le kot v cerkvi. Pavel pravi, da smo se zidani na temelju apostolov in prerokov, vogelni kamen pa je Kristus. Zidati, drage sestre, dragi bratje, pomeni ustvarjati prostor, kjer Bog prebiva med ljudmi. Pomeni graditi odnose, ustvarjati občestvo, sestavljati razbite kamne v nekaj novega. Cerkev, to, kar smo mi in to, kar je obča, krščanska cerkev, je zato pozidava Boga iz ljudi, iz kamnov, ki bi sicer ostali vsak zase. Toda Bog ne reče samo zidaj, reče tudi sadi. Tudi to je izjemno pomembno. Hiša je lahko popolnoma zgrajena in hkrati mrtva. Zakaj? Ker nima življenja. Zato pride še sajenje. Rast je vedno povezana z življenjem. Drevo raste od znotraj zaradi življenjskega soka. Zato Jezus v Novi zavezi govori o trti in o mladikah. Zato Pavel govori o sadu duha. Zato Božje kraljestvo primerja z gorčičnim zrnom. Sajenje vedno govori o življenju, ki ga človek ne more proizvesti sam. Gre za življenje svetega duha, ki počasi, tiho in vztrajno spreminja človeka od znotraj. In tu, dragi zbrani, pridemo do bistva. Jeremija s prispodobo zidanja in sajenja govori o sliki cerkve, ki je v bistvu hiša z vrtom. Jeremija opozarja na dve največji bolezni cerkve. Včasih imamo hišo brez vrta. Vse je zidano. Pravi nauk, prava struktura, prava liturgija, odlična organizacija. Toda ni vrta, ni življenja, ni topline, ni odnosov, ni ljubezni. Po drugi strani pa imamo lahko vrt brez hiše. Veliko navdušenja, veliko čustev, veliko občutkov, toda brez temeljev, brez hiše, v katero bi se zatekli, ko pride neurje, brez Kristusa, brez smeri. Ob prvem viharju ostanejo le ruševine. Zato zidati pomeni oblikovati cerkev, saditi pa pomeni vdihniti cerkvi življenje. To je cerkev, v kateri sta resnica in ljubezen. To je cerkev, ki ima zdrav nauk, zdrav odnos, lepe medsebojne odnose, vernike, ki se med seboj spoštujemo, podpiramo in si pomagamo, ko se počutimo kot majhni dečki, ki prihajamo iz Anatota, ko se počutimo, da sploh ne znamo govoriti. Zaključujem. Meni ljubi krščanski mislec in oxfordski profesor C.S. Lewis je to izkušnjo doživel. Lewis je izgubil mamo, ko je bil še otrok. Prav zaradi te izkušnje je kasneje postal prepričan ateist. Bil je briljanten profesor na Oxfordu, uspešen pisatelj, intelektualec, obkrožen s knjigami in prijatelji. Toda v svoji avtobiografiji Surprised by Joy, presenečen nad radostjo, pripoveduje, da ga je od mladosti dalje spremljalo nenavadno hrepenenje po nečem, česar ni znal poimenovati. To hrepenenje je iskal v literaturi, umetnosti, znanosti, mitologiji, prijateljstvu, znanju, vendar ga nikjer ni našel. Sčasoma je ugotovil, da ga to hrepenenje vodi k Bogu. Njegova izkušnja je podobna Jeremijevi zgodbi. Lewis je vse življenje mislil, da išče odgovore. Kasneje je ugotovil, da pravzaprav išče dom. Dragi brat, draga sestra, ne vem, kaj je danes tvoj Anatot. Morda so to tvoji bratje, morda je to hiša tvojega očeta, tvoja družina, ki se je obrnila proč od tebe. Morda nosiš krivdo zaradi stvari, ki bi jih najraje pozabil. Lahko te spremlja občutek, da nisi dovolj dober. Ali pa obžaluješ pretekle napake, napačne odločitve. Morda misliš, da so stvari iz preteklosti preveč težke. Morda pa si utrujen od tega, da moraš biti stalno močan. Dragi prijatelj, izzivam te, naredi temu danes konec. Če nosiš svojo rano, nikar ne ostani sam z njo.
Če nosiš svoj strah, ga ne skrivaj več. Morda je Anatot res kraj, kjer se človek nauči ali se prisili živeti sam. Toda cerkev je kraj, kjer človek ponovno odkrije, da mu ni treba biti sam. Veste, cerkev ni zbirka popolnih muzejskih ljudi. Cerkev je očetova hiša, ki ima velik vrt. To je hiša, kjer je prostor za utrujene, za ranjene. To je hiša, ki je prostor za tiste, ki iščemo dom. In vrt, kjer lahko ponovno začne rasti življenje. Podoba cerkve ni kraj svetih ljudi. To je velika miza, evharistična miza, za katero sedijo nepopolni ljudje, ki so spregledani ali videni, ki so bogati ali revni, ki so zdravi ali bolni, ki so takšni ali drugačni. Če je Anatot kraj, kjer se človek počuti odveč, potem je cerkev kraj, kjer Kristus pokaže človeku prazen stol in mu reče: pridi, tukaj je prostor zate. Dobrodošel, dobrodošla doma. In mir Božji, ki presega ves razum človeški, naj varuje vaša srca in vaše misli po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo. Nebeški Oče, hvala ti, da nas poznaš, še preden si ustvarimo podobo o sebi in drugih. Hvala, da ne gledaš najprej naših neuspehov, strahov in ran, ampak našo zgodbo in svoje poslanstvo za nas. Kadar se počutimo kot Jeremija, majhni, negotovi in brez glasu, nas opogumi, da naša vrednost ne izhaja iz naše preteklosti, pač pa iz tvoje milosti. Pomagaj nam, da ti izročimo vse, kar je treba izruvati in porušiti, ter da v nas zgradiš in zasadiš novo življenje. Blagoslovi našo cerkev, da bo res hiša in vrt, kraj resnice in ljubezni, kraj sprejetosti, kjer utrujeni najdejo počitek, osamljeni dom in ranjeni upanje. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. In vsi, dragi bratje, drage sestre, iskalci doma, zaključimo to bogoslužje s pesmijo, ki govori prav o tem. Svetovno znana krščanska himna, ki govori o človeku, ki je padel tako zelo nizko, ki je delal zločine nad drugimi ljudmi, a se ga je dotaknila Božja milost, dar milosti, amazing grace.
Preden se vrnemo v hrup sveta, stopimo pod varno okrilje trojedinega Boga in sprejmimo duhovniški Aaronov blagoslov, ki so ga skozi tisočletja prejemali rodovi pred nami. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Amen.